Lepo pozdravljeni nazaj na Alien kanal, Alien mama z vami, moj glas je nazaj, prejšnji teden sem bila malo bolna, malo sem se slabo počutila in nisem posnela videa in zdaj šibamo dalje s true crime-om, ki jih imate po mojem da najrajš. Tisti, ki sploh še spremljate YouTube, by the way, če me kdo hoče več gledati, več videov, več stvari obdelam na TikToku. Tisti, ki boste zdaj rekli, Alenka, jaz nimam TikToka. Ne rabiš dejansko appa imeti, lahko greš sam na računalniku, tipkaš. Oziroma ne rabiš sploh računa, lahko greš, mislim, da brez računa na TikTok gledati videe in če tipkaš moj ime Alenka Troglič TikTok, boš dobil moj profil in gledaš na računalniku in to je to. Ne moremo se ga posneti povsod, ker mi gladko časa zmanjka. Glavna današnja tema vam bo po moje ful zanimiva, ker govori o eni taki splošni stvari, ki nas vse jebe na eni točki v življenju, sicer ljubosumje. Mislim, da je bila ena ful mlada punca, role model oziroma vzornica oziroma ikona enih starejši punci, ki je bila na njo ekstremno ljubosumna, ampak ona ni hotela samo biti kot ona ali pa jo občudovati, ali pa tako kot večina ljudi zdaj followamo ljudi, ki so nam wow, ampak ne, ona jo je potem ubila in je želela prevzeti njeno celo identiteto, tako da to bo današnja tema. In zdaj gremo v video. Zločin, o katerem bomo danes govorili, se je zgodil v Avstraliji, v Melbourneu, leta 1999. Carolyn Reed Robertson je tale punca, ki je storila ta zločin, torej, ki je umorila drugo punco, svojo bivšo sosedo. In to je bilo popolnoma hladen, načrtovan umor, pa ne tako na hitro, ampak 5 let je to načrtovala. Bil je to umor iz dejanskega občudovanja / poželenja / toliko insane, da je on hotela biti ta drug človek, čeprav ne vem kako, ker sta si popolnoma različne. Čisti med nas. Dajmo pa zdaj nekaj časa posvetiti naši simpatični Rachel Barbers. In cela zgodba se začne 12. septembra 1983, ko je bila dejansko Rachel rojena. Tudi v Melbourneu je bila rojena 2 staršema in pa imela potem še 2 sestre. In oni so bili v bistvu navzven popolna družina. Ful so se razumeli, ful so si bili bliz. Ful je bilo ljubezni med njimi. Rojena je bila družino kreativcev, nekdo je bil dizajner, nekdo je bil slikar za otroke, torej slikanice je delal, nekdo je bil avtor za otroke, eden je bil celo izdelovalec igrač in tudi Rachel je, ko dejansko z rojstvom je postala navdušena nad kreativo umetnostjo, ampak njo je pa najbolj navdušil balet in je postala balerina, je plesala in plesala v nedogled. Mamica je rekla, da že ko je bila noseča z njo, je v trebuhu predvajala klasično glasbo, tako da mogoče vemo, odkje je ta navdušenost nad baletom izvirala. Balet pa vemo, da je ekstremno zapleten, ogromno ga je treba trenirati. Ona je prišla dan iz šole navadne, ko je bila še čisto majhna, ne vem, 6, 7, 8 let in je doma sama trenirala in so jo itak tudi upisali na balet, da ga je dejansko trenirala. In to je bila pač njena največja strast, potem vse do njene smrti, tudi v srednji šoli je ogromno plesala, ampak poleg tega pa že zaradi njega izgleda. Res je bila lepa, simpatična punca, najstnica, postala je tudi model in pa tudi neke vrste model za šport, tako da je pristala na Women's Fitness Magazine, kar je itak amazing stvar za tako mlado punco. In potem so se počasi začele težke, resne debate s starši v smislu, kaj pa zdaj naprej, ne? Ena stvar je, starši verjetno ponovno želijo peti na faks, biti izobražen, vložimo noter vse in potem boš imel dober job. Klasika, ampak ona je pa res želela plesati in je potem nekako starši se pregovorila do točke, da so ji pustili, da se vpleše na The Dance Factory. To je ful slavna, ne tovarna, to je dejansko pač šola za ples, izključno šola za ples, ker je vas poudarek, tako res večina na plesu in starša so končno rekla, ok, se strinjamo, itak je to tvoja strast, bodimo realni od rojstva, gremo, ne. In potem tam je tudi spoznala svojo prvo ljubezen, prvega dejanskega fanta, Manny Carella, tukaj jih vidimo na sliki. Bila sta dejansko best frienda, bila sta loverja. Imela sta tudi izpogled na svet, dejansko sta iste stvari počela, iste želje sta imela, tako pravno za skrpu na najstniške ljubezen, ko imaš prej njih občutek, da je forever skup. Prijatelji so Rachel opisovali, da je bila life of the party navzven. Se pravi, ko so jo pogledali, si rekel, ona je verjetno najbolj divja, najbolj žurerka, najbolj zabavna. Ampak ni bila, v resnici je bila precej sramežljiva in tudi šele, ko je bila tako z najbližjimi prijatelji na kupčku in da se je počutila safe, se je šele mečkeno odprla in sprostila. Je pa sijala v vsakem primeru. Meni tudi zgleda tako po slikah, da je mogla biti res taka dobra, shiny, happy duša. In zdaj smo 1. marca 1999, ko se ta zločin zgodi. Njen dan se je začel ekstremno normalno, torej vemo, da je hodila v The Dance Factory, zjutraj se je zbudila, pojedla mami, dala ljubčke, rekla I love you, pač res so me radi in jo je ati potem odpeljal, tako kot vsak dan, z avtom do tramvaja, do postaje tramvaja, kjer je potem tudi vedno šla na tramvaj do
The Dance Factory, ampak to jutro prej se je dobila še z Manijem, s fantom in mu je dejansko dala tak vijoličen mini srček z mašnico in bila je ful dobre volje. To so vsi pa povedali. Prijatelji so povedali, da je šla z njimi po trgovinah in je kazala čevlje, ki jih je želela kupiti že 100 let in rekla, da ji mami ni dovolila, ker so predragi, ampak zdaj bo končno dobila denar, tako ful velik denarja in si jih bo lahko kupila. In to je prijateljcem povedala. Isto razposajena je bila okrog Manija in mi je razlagala, končno dobim nek denar, ful dobra ponudba, ful dober biznis. In ni nobenemu želela povedati, kaj. In to je bilo meni ful čuden, zaradi tega, ker on je bil navajen tega, da ona direkt, ful je bila tako blunt, vse je direkt povedala, ni imela skrivnosti, ni jih želela imeti in to mi je bilo malo čuden, ampak nikakor mu ni hotela povedati, tako da jo s časoma, potem, ko je 5000krat vprašal, je pustil primer. Ko sta se potem tudi z Manijem vračala iz plesne šole, sta šla proti temu tramvaju, ker bi ona potem šla do točke, kjer bi jo Ati pobral, ampak ko sta prišla na tramvaj postajo, je ona rekla, čau, izgrem zdaj v drugo smer. Njemu je bilo jasno, to je ta stvar, za katero mi ni hodila povedati, kaj je the business, ampak očitno so neke ženske stvari, ne bom te zaslišval. Pa ni verjel, da dejansko šla, ampak je šla v drugo smer in on še v drugo smer pro domu. Mu je pa povedala samo to, da gre keni prijateljci. Njen oče ne je bil pobral ene 15:06 na tej tramvaj postaji, ker sta se vsak dan normalno dobila in Rachel je bila, kolikor ste verjetno razbrali po baletu in vsemu temu, ful točna, ful striktna, ni zamujala, ni imela slabih odnosov, ni hodila zbežati, tralala in nje ni bilo na postaji in nič ni sporočila. In 6:30 je njena mama delala večerjo in se je začela sekirati, ker to Rachel ni bilo podoben. Fotra pa ni dobila na telefon. Dokler se ni oče javil, iz postaje in je rekel, ni je bilo. In potem je ona dobila res tisto potrdilo, hčerke ni, to je ful čuden. Cela familija razlaga, da so točno čutili, da je nekaj narobe. Zdaj ne vem, so bili toliko povezani, ali so to nakradno dobili ta občutek tekom preiskave, ali pač je to res, da so vsi imeli občutek, nekaj ni. Mogoče je bila res toliko ta mala striktna in da pač bo to toliko netipično. Zdaj, ko prije pri tem primeru do policije, policaji so bili res useless. Ne samo useless, ampak tudi, ko so se dejansko mešali na enih točkah, so samo slab naredili, ne dober. Ampak starši od Rachel so bili, točno je bilo jasno, da nekaj ni začeli so takoj na polno policija, pomagajte akcija. Oni so rekli, najstnica je zbežala in nič s njima zaskrbeti. Dejansko so se posmehovali primeru. Vsaj prvi dan, recimo, bo že prišla nazaj. Starša so takoj začela s posterji dejansko, kolikor se je le dal, kdorkoli je le lahko pomagal, so iskali na polno. Meni je recimo povedal, meni so rekli, da gre do ene kolegice, ampak res je mislil, da tega ne bo naredila. Ampak ko je meni povedal, da je torej ta prijateljica ji ponudila nek biznis, se je njena mami, Elizabeth, kuj spomnila in je rekla, tega se pa spomnim, da je njena bivša varuška enkrat ponudila en job, v smislu manekenstva, da bi bila model in da dobila ful dober denar. In takrat ji mami rekla ne, da ji prepove, ni ji pustila. Ampak mami potem nič več ni o tem razmišljala. Sploh pa ta isti dan, zjutraj 1. marca, je dojela, da Rachel je bila čudna, da je nekaj nazaj držala. Torej, po mojem so se res dobro poznali, tako blizu. Vedeli so, kako se kdo obnaša v kakšni situaciji. In jo je mami dejansko vprašala, kva skrivaš, nekaj ni, veš, nekaj drugače. In je Rachel bila v ena robu, da ji pove, je bila živno, nič ni. In če bi takrat ti povedala, bi mogoče rešila življenje. Starša so se ta večer okrog furala po celem Melbourneu, policija jih še vedno ne jemlje resno in dobesedno tako, da iščeta obviously iglo sred senu. Tok sta prevzela tudi vlogo policistov, da sta šla v njeno šolo, odprla njeno marco, not sta najdla njeno denarnico, ampak ni bilo nič noto, bilo netipično, ker jo ne rabiš čitek, ni denarja noti nič in je bil sam nek drobiš, tako da brez veze. Pa ena stara vozovnica, tako da nič uporabenega. Potem sta se spomnila, da ona obožuje trgovino s čevlji. Gremo tja probat, zakaj pa ne, mogoče je bila vsaj tam, ker je baje zelo redno hodila, tako vsaj gleda čevlje, če jih že ni kupila. In je dejansko prodajalka rekla, bila je tukaj in še rekla jim je, če lahko da mene čevlje na hold, tiste, ki jih hodila kupiti, ampak ni pa prišla nazaj po nje. Je pa ta prodajalka povedala še nekaj, to je bila pa dost slaba scary novica in sicer en bivši zapornik je bil nedolg časa nazaj izpuščen in ko je bil izpuščen, se je spet podal v zanimive posle, zato ker je odprl bordel in je začel nabirati punce, mlade punce, da bodo pač tam delale. In ona je bila priča temu, kako je en izmed teh zaposlenih ali pa prav ta lastnik ustavil v avtu tej Rachel, da jo je videla in jo je vprašal, če bi pač delala za ta
place. Ampak slišala je tudi to, da je Rachel rekla ne. In logično, ko je mami pomislila, da je to zihar povezano med sabo. Tudi če je Rachel rekla ne, a ne moramo nujno preveriti, kaj če je tam. Mami itak kliče ta bordel in sprašuje, če Rachel ta pa ta tam dela. In oni so rekli prvič, ne, ni šans, drugič, ne rekrutiramo toliko mladih punc in tretjič, nikakor ne pobiramo punc kar iz ceste. Tako da, če je to res ali ne, itak bi to rekli. Potem se počasi umeša policija in kaj oni naredijo same bedarije. Spravili so se na menija, rekli so, kdo drug pa bo verjetno je fant, ki je kriv in so njega zaslišali. In oni so tako smart bili, da so prišli na idejo, da so rekli, a veste, kva se je verjetno zgodilo, so kar ugibali. Rachel je verjetno zanosila in se je ustrašila in zbežala. Ali pa še hujša opcija, Rachel je zanosila in je bil meni ful jezen, ker je bil od njega ali pa ker ni bil od njega in je nekaj naredil. Potem so se začeli oglašati razni očividci in priče. Prva ženska, ki je rekla, da je Rachel videla, so potem to šli preveriti na nadzornih kamerah in so ugotovili, da to na kamerah ni Rachel, tako da je bila prazna sled. Druga sled je bila, ta je sploh set, da so videli Rachel z enim blond moškim. Policija se je na tej točki odločila, mi smo primer rešili, to je to. Z blond moškim je izbežala, to je to zih velja, čeprav niso imeli dokaza, da je bila sploh ta prava ali ne. In potem so predlagali njenim staršem od Rachel kao, dajte se sprijazniti, da je punca pač zbežala in so jima predlagali, da gresta na couples therapy, na terapijo in da naj se posvetita svojim drugim 2 puncam, otrokom. What the fuck? Še bolj crazy je, da se je lih tedni okrog potikal en stalker, tako po cesti v zun, ki jim je dejansko vletel v hišo. Se pravi, mami je prišla iz potuša, je prišla v kuhno in noter je bil kar en model, ki je klepetal s tam mlajšima hčerkama. Pač napodila ga je ven, prijavila policiji, ampak vseeno pač, lih take crazy stvari so se dogajale. Končno smo zdaj na točki, ki se zgodba počasi začne šele odvijati v ta pravo smer. Mami od Rachel je poklicala Allison. Allison je bila punca, ki je bila starejša sestra od ene izmed prijateljic od Rachel. In ona naj bi videla Rachel 1. marca za eno punco, ki mene po opisu ekstremno spominja na tole iz te risanke čustva, tako res spominja po drži po obnašanju, ker so potem naredili skico od nje in ta skica je končno šla naprej, policija je spet mečkam bila resno vzela, kao, ok, mogoče pa nis blond moškemu in so dali v časopise in staršem se je ta punca ekstremno znana zdela, niso pa pojma imeli kam jo dati in so pač pustili primer. Končno je policija to toliko pogledala v ta primer, da so šli pregledati klice, outgoing in going klice od Rachel in so končno prišli do ene osebe, Caroline Reed Robertson. Torej, tista Allison je njiju skupaj videla na postaji Rechron tram station, upam, da sem prav povedala. In zato Caroline so tudi potem pogruntali, da je punca, ki načeloma zdaj živi tam. In point je, da je to starše na tej točki pomiril. Zakaj? Zato, ker so spomnili, ta Caroline je bila tako starejša punca, naša bivša soseda in je tudi bila varuška od Rachel. Tako da karkoli se že dogaja, bo cool, ker je pač vseeno starejša punca, ne vem zakaj z njo, ne vem zakaj zbežala, ampak vse bo cool. In to je meni full heartbreaking ta primer, ker tle gre samo navzdol, čeprav po mojem sta se starša full pomirila. Oni so postali sosedi leta 1992, moje leta. In vsi so imeli, čez testo so živeli in vsi so imeli po 3 hčerke in človek bi pričakoval, da so se v nulo ujeli, ampak ne, bili so si ko noč in dan in na eni strani imamo to veselo, happy družino, eno malo balerino, vesele umetnike, ljubečo družino in na drugi strani imamo starša, ki se fajtata non-stop, na vse možne načine, ves čas sta na robu, sta se ločevala, želela sta se ločiti in potem 3 otroke, ki hitek verjetno zanemarjajo na vsaj čustvene načine, ne? In tudi hčerke sta se bili čisto nasprotje. Pač dejansko Rachel je taka, res je beauty, zdrava, vitka, plesavka, pač umetnica in Caroline jo je dobesedno videla kot čisti idol, ona je bila pa taka počasna, otožna, brez energije. Sebe je opisovala, da je pica v brez, ker je imela mazole, odvečne kile in vse to. In res se lahko poistovetim, ker isto sem se spočutila tam, ko sem bila 13-14, na mazoli, preveč kil, puberteta, cela žalost. Ampak ne bi nobenega ubila za to. Caroline je bila njena varuška in tako je imela non-stop na očeh. Pač in zato, ker je mogla in zato, ker je hotla. Ker ni mogla, da bi se gled preč od nje. Ker je bila ta mala toliko lepa, toliko všeč. Ampak ona ni hotla njo občudovati in biti zraven nje, ona je hotla biti ona. In potem je pisala nek svoj dnevnik, ker se pravim, pisala je, da je pizza face, da je ogabna, da je grda. Rachel pa, da je ekstremno lepa, da ima pale skin, torej bledo kožo, dancer body, da je prav clear beauty,
Hypnotic green eyes, passionate, charming, moody, mysterious. Vse to je mislila o Rachel, to je pa čista obsesija. Mami od Rachel je rekla, da se prav spomne, kako je njej mami od Caroline včasih jokala, da je imela celo majico mokrovcev, zaradi tega, ker je mami od te druge hčerke od Caroline bila toliko žalostna, kaj narediti hčerko, ker je videla, da ima toliko psihičnih težav, da se toliko slabo počuti, da je toliko šiti. Mislim, ne vem, mogoče se nehita toliko kregata, ampak dejansko je bil to takrat problem, sam ga niso toliko resno vzeli. In potem je ta obsednost Caroline samo rasla. Potem so se recimo odselili, vse je bilo samo hujš. In zdaj smo na točki, ki sem rekla, na prayer run postaja, je tukaj Rachel zdaj živi. Ona se je preselila po srednji šoli, brez da bi šla na fakt, brez da bi delala, se je preselila, ne vem kako, odkje denar, ampak se je preselila tja v lastno stanovanje, sama je tam živela. In zdaj smo leta 1990, ko Caroline sama živi in ima celo stanovanje, polimano s slikami od Rachel, vse je samo Rachel, dobesedno je imela oltar od Rachel in je bila na višku naklepanja, kako bo Rachel umorila, da bo pač ona postala Rachel. Imela je dobesedno njen rojsten list. Torej, kako je Caroline prepričala Rachel, da pride k njej, tako da je rekla, da ima za njo amazing business, pa sta ta biznis je bil $100 za neke fotke. $100 in Rachel je boga mislila, da je to nekog denarja in se ne vem kaj kupila. To še mislim. In ko sta se dobile pa Rachel, itak sta bile kolegice, počutila se je safe, da jo pozna, ne. In ko sta se dobile, sta šle Caroline dam. Nim če se jasno, kako je to zvozila, če je imela vse poliman od Rachel, ampak ok. In je rekla, da je najprej izved neki yoga pose. Ne vem zakaj, ampak ko je Rachel to izvajala, jo je potem Caroline od zadaj zadavila. Funny del tega je, da ni imela potem več nobenega plana. Ni bilo plana. Policija valjda prihrumi tja in ko so udarili noter, so najdel Caroline na tleh, v transu. Imela je epileptičen napad in itak niso imeli, obviously niso jo še krivili česar, ker Rachel nikjer ni. Jo grejo rešiti, odpeljajo v bolnico in ona se čez 2 uri zbudi. In valjda, lepo, da si v redu, kje je Rachel, kaj se dogaja, in je rekla, Rachel je mrtva. In oni, kako to misliš, kako mrtva je, lahko pomagamo? Je rekla, ne, peljala sem jo potem 70 km preč na podeželje, na naš del, ki ga imamo kupljenega, in sem jo tam zakopala. Bila je čist popolnoma brez čustev, brez obžalovanja. Bila je na tej točki zgleda čisti psihopat. Potem so tudi šli teh 70 km ven iz Melbourna in so jo našli zakopano. Pa tudi bila je že zelo decomposed, pa to je bilo zelo v parih dneh, če sem prav razumela, ampak vseeno očitno je bilo zaradi zemlje. In potem končno, ko so jo najdeli truplo, so tudi to naprej sporočili staršem. Starši, ki pa gledam v intervjujih, to tako se mi zdi, da dobro sprejmejo. Sprijaznili so se v smislu, ta druga je bila pač bolana iz milijon razlogov, prej tega nismo mogli videti. Naša ta mala je imela ful lep življenje in če bi realno Caroline si vedela, kaj si Rachel, sama vse mislili to, da otrok, ni popolna, ima napake, ima svoje fore, a veš. Basically vse sem ta mentalne zdrave, ki je bil pač pri Caroline v podnu, ampak pravim, koliko zdaj od Rachel družina to sprejme, sem jaz čisto wow. Da njena mami vse to govori pa podoživlja tako brez joka je pač amazing in sem ful vesela za njih, da lahko tako. Caroline je bila 13. marca potem obsojena na 20 let zapora, je bila pa 2015 že pogojno izpuščena. Eni pravijo, jaz ne vem, če bi se strinjala, lahko komentirate pa napišete, da takrat 2015, ko je bila Caroline izpuščena, če damo skupni uni sliki, da je malo scary, koliko sta si dejansko podobne. Meni se ne zdi jih podobne, definitivno pa Caroline zgleda malo boljše, ko bi rekla. In ja, upam, da nimaš zmerizga plana, ker sej ne more nič kaj, ne more prevzeti identitete nekoga, če ni. Se veste, ljudje, bote to, ker ste, ker si sam ti lahko ti, ker je freaking awesome, I love that. To je že ful dobra stvar. A lahko svojega polženovega pokažem, ker nekaj hočem na vsak način, jaz sem mora delati tudi kar zase, vem. Bom videla, če bom, niste neki navdušeni, kaj objavim, ampak never si never. V glavnem, dragi moji, ta video bo itak dolg, petek je danes, upam, da v petek objavljam, v vsakem primeru imejte lep vikend. Alien Mama out, aj šao.